Dober dan. Lep pozdrav. Interpelacija. Mislim, da gre za tretjo interpelacijo, ki si je za tarčo vzela vlado kot celoto, morda četrto. Se pravi, po 2 letih mandata opozicija pod vodstvom Janeza Janše vlaga interpelacijo o delu vlade Mira Cerarja kot celote, trdeč pač, da gre za vlado, ki je najslabša v zgodovini Republike Slovenije, ki povzroča škodo in ki jo je treba zamenjati. Tukaj pri interpelaciji o poslovanju vlade kot celote se zastavlja to vprašanje. Mi seveda mehanizem interpelacije za vlado kot celoto v ustavi imamo zapisano, hkrati imamo pa v ustavi na 2 člena višji zapisan, da je treba ob tem, ko se vlado odstavi, hkrati v isti časovni točki izvoliti tudi novega predsednika vlade. Tega, kdo naj bi bil novi predsednik vlade, če se parlamentarna večina odloči za to, da izglasuje nezaupnico Miru Cerarju in njegovi ekipi, pa ne vemo. Se ti zdi tle ustavni red nekoliko protisloven ali se ti zdi protislovna poteza, ki jo potegnila opozicija? Če bi vprašala zdaj strokovnjake, pravne strokovnjake, kar mi dva nisva, bi verjetno povedali, da je treba ta 2 člena, mislim, da gre 116 pa 118, smiselno povezati med sabo. Kar pomeni, da če nekdo vlaga interpelacijo zoper celotno vlado, ne samo zoper ministra, ker tam je oboje povezano, se pravi interpelacija zoper ministra ali vlado, Tako, ja. Ali pa in vlado, kakorkoli že. V primeru, da interpelira ministra, se ve, kakšen je postopek, to se pravi, da ga lahko interpelirajo in potem mora mandatar predlagati drugega. Zdaj, če gre pa za celotno vlado, je pa to verjetno smiselno treba povezati z členom pred tem, ki pa pravi, da tisti, ki celotno vlado pač odstavlja, mora konstruktivno najprej predlagati svojo, biti izvoljen, potem pa lahko izvede tisto, kar je mislil. Oziroma s tem, ko dobi predsednik vlade oziroma vlada konstruktivno nezaupnico, je že postavljen že nova vlada. Novi mandatar. Mandatarja mora predlagati, ja. Zdaj tle pri tej interpelaciji, zoper vlado kot celoto, ne vemo, kdo bi bil ta mandatar. Mislim, to je tako, gremo se kartati, ampak najbolj pomembne karte pa ne pokažemo. Zdaj lahko na dolgo in široko razpredava to in ono, zgoraj in spodaj, levo in desno, ampak v bistvu lahko si že vsega, kar bi jaz povedal, je pa to, da nam spet kradejo čas. Mislim, to je v opisu deli nalog opozicije. Da nam kradejo čas ni, to je v bistvu zapravljanje davkoplačevalskega denarja za nesmisle. A ni to, da opozicija meče šoder v kolesje vladajoče koalicije? To lahko počne na svojih strankarskih shodih, v parlamentu bi pa jaz pričakoval, da upraviči denar, ki ga namenim za opozicijo, in to je, da se drži pravilnika, da se drži postopkov, da se drži ustave in da enostavno odstavi predsednika vlade, tako da nastavi novega mandatarja, če že to počne. Če tega ne zmore početi, naj pa tega ne počne. Tako enostavno. Zdaj tako, če zastavlja si vprašanje, ali zmore ali ne. Če ne zmore, naj tega ne počne. Ker to je zapravljanje časa naših živcev in našega denarja. Naj počnejo pametne stvari. Veliko neumnih stvari treba obrniti na pametno, naj se s tem ukvarjajo. Naj bodo konstruktivni tam, kjer lahko so. Če pa imam jaz kot davkoplačevalec vtis, da vodja opozicije se približuje novembru, v katerem njegova psiha trpi, potem pa jaz nisem zadovoljen z tako potrošnjo mojega davkoplačevalskega denarja. Mislim, da bo to novembra v parlamentarni proceduri. Toliko slabše. Toliko slabše. Vseeno, pol leta, oziroma 2 let je tale vlada na oblasti. Ocena, ne? Ja. Okej. To je zdaj druga zgodba, ki je pa neodvisna od opozicije, ker ne morem najti zadost slabšalnih in negativnih besed za početje opozicije, ki ne zna biti opozicija sploh, ker v bistvu rešuje svoje travme ali pa travmatične poglede enega od voditeljev, ene od strank. Pač pa je treba objektivno pogledati
na človeški obraz te vlade, ki je enako nevaren, kot je bila Janševa vlada v tistem času, na točki razgradnje karakterja naše družbe in naše države. Ne? Se pravi, ne rečem, da je nevarna državi, da bo država razpadla, to počne na nek način v redu. Ne? To se pravi, okvir vzdržuje na nek način v redu. Ima nek finančni načrt in tako naprej, ampak sama struktura države, ne? Zdaj moram priznati, da nisem prav pozorno opazoval oziroma prav pozorno bral, kaj se je dogajalo za tistim zakonom o pogrebništvu. A ti si slučajno? Ja, zdaj pač tako, pogrebna dejavnost bo tudi v sferi zasebnega potekala. Ne? No in recimo, ko sem poslušal Zorana Jankovića, župana Ljubljane, verjetno je v tem biznisu on najmočnejši oziroma pač ta javno podjetje ljubljansko verjetno v Sloveniji najmočnejše za te dejavnosti. Ne? Moram reči, da kar sem slišal, mi je delovalo logično in smiselno. To se pravi, to, da so pogrebno dejavnost vzdrževali doslej v sferi javnega, je bilo odraz tudi neke pietete in neke načelne pozicije, da smrt vendarle je nekaj javnega, ne nekaj, kar se trži po zasebni agendi. Zelo verjetno... Predvsem tako, no? Veš, da ne smrt, ne bolezen ne bi bila polje, kjer se da na trg, ki se ga da na trg. Ne? Kjer se dela dobičke, pa kjer se dobro služi. Ne? Mislim, dobro. To je poanta. Imamo ostro liberalne ekonomije, v kateri pač italijanski ali pa kitajski pogrebne korporacije pač oskrbujejo cel New York. In pač potem te familije kar dobro živijo od tega. Ne? Globoko narobe, če mene vprašaš. Mislim, tako bom rekel, jaz se ne vmešavam, kakšen je kulturni kontekst smrti v ZDA, kjer pač se to odvija na trgu, ampak razumem pa približno, kakšen je kontekst tega zadnjega dejanja človeka v Sloveniji, kjer po nekih kulturnih obrazcih iz tega ne bi delali biznisa. Točno tako in tukaj spet se naveževa na vse tisto, kar sva že pred tedni govorila o treh svetinjah naše družbe, izhajajoče že tudi iz socializma in pred njim, to se pravi zdravstvo, šolstvo, sociala. Smrt, dodava. In rečva temu smrt, recimo, da je to en tak, četrti steber. In kako pomembno je to, da karakter družbe, ki poskuša biti v tem smislu egalitarna, ostane dejansko egalitarna in da se ne smemo nenehoma počutiti ogrožene po nekih interesih ljudi, ki so v bistvu neduhoviti. Zdaj, jaz ampak res zelo spoštujem ljudi, ki inovirajo, ki poskušajo doseči nekaj več, tudi finančno, tudi znanstveno, tudi v delu in tako naprej. Ampak spoštujem ljudi, ki to delajo iz lastne pobude in dejansko poiščejo svoj uspeh na širokem polju nedoločenosti, morju nedoločenosti, bi rekel Kierkegaard, ali pa če hočeš reči na trgu, mednarodnem trgu. Ne pa, da se zažre v neko koncesijsko logiko in v neko politično trgovanje. To pa preziram. In, a veš, če zdaj berem knjigo Elona Muska, tistega, ki je naredil Teslo, pa pošiljal raketo v vesolje. Kaj je nam Tesla vzel? Ja. Mi si ga malo lastimo Teslata, ne? V bistvu ne mi, v bistvu Hrvati in predvsem Srbi. Ja. Ampak v Cankarjevem domu je njegova razstava. Zdaj berem tisto knjigo, kako človek je sam delal od zjutraj od 7 do 11 zvečer, od svojih je zahteval, da delajo do 8 zvečer, počel je nore stvari, bil je zasebnik, mislim, je še zasebnik, eden najbogatejših ljudi in tako naprej. Rečemo v redu, vsaka čast. Na misel mu pa ni prišlo, da bi rinil v neko polje, pri katerem bi, kako ti ne rečem, si nabral nekih koncesij. On je šel vedno proti toku. Vedno je izzival celo, recimo vojsko, naftni lobby, rekel, gremo v elektriko. In jaz bi pričakoval, da bi ti ljudje, ki se zdaj poskušajo zajedati javno sfero,
preprosto izumili neko področje, v katerem bodo morali premagovati ovire in pokazati neko inovativnost, bodo dobili takoj našo podporo. Ne, da. A ni pri teh dejavnostih, pri pogrebni dejavnosti, ne, prišla točka, ko se je treba nehati sprenevedati. Ne? Recimo povedal primer, pa mislim, da je o njem pisala kolegica Dragica Korade. Ne? Človek umre, ne? Pridejo svojci na pogrebni javno pogrebno podjetje, pa povejo, joj, ne, zdajle v teh 3 dneh ne bo šlo, ne, bo šele čez 8 dni bo na vrsti. Ne? Čez 8 dni imamo proste kapacitete, da pač vse procedure speljamo. Ne? Razen, ne, če pa plačate, pa lahko preskočite vrsto, pa ste čez 3 dni na vrsti. Ne? Ta logika preskakovanja vrste, ne, ki ne, se tihotapi noter v zdravstvo, ki se tihotapi noter na vsako svetovno letališče. Ne? Če pogledaš, imaš na letališčih, ne, imaš vhod A, vhod B, če plačaš malo več, ti ni treba v dolgi vrsti stati. Ne? In tako naprej. Ne? Ampak ta logika preskakovanja vrste, ne, se je utihotapila tudi v smrt. Ne, če mene vprašaš, je to razlog za ljudsko vstajo. Ne? Isto, kot je bilo ta vstajniška logika v času, ko so poskušali preseliti javno zasebno partnerstvo v Radarje, ne, v Mariboru, ne, zato je padel župan, ne, če se spomniš. Ne. Se ga spomnim, in na točki smrti, na tej točki, ne, in to me res preseneča, da prvo, kar je, da vlada v Torine, me blazno preseneča, ne, ker to je nekaj, kjer to so napake, ki jih ne smeš narediti, ne smeš, ne, ali pa se vprašaš, kdo te je ujel ali pa kako ne rečem, zaangažiral, ne, da si temeljne vrednote pozabil. Ne. Gre pa ljudem zdaj boljša je zaposlenost, manjša je brezposelnost, manjša je kriza in ljudje so se potopili, usedli v nek konformizem, mislijo, da zdaj ni čas za proteste. Jaz mislim, da na tej točki je čas, upravičeni bi bili protesti, se pravi na točki egalitarnosti. Pri reformi zdravstvenega sistema definitivno treba delati na način, pa vse modeli so več ali manj po svetu poznani, zlasti po Evropi so poznani. Se ni problem v tem, če se to kombinira v javno-zasebnem smislu, pač ampak celoten sistem mora ohraniti javen karakter. Ne? Celoten sistem mora biti delujoč, mora biti sistem, v katerem se ne preskakuje vrste, sistem, v katerem ti ne moreš iti, ti ni treba iti k privatniku za to, da si učinkovito na vrsti, ne? Ali pa bi moral narediti sistem, po katerem, če si bi že moral za prehodno obdobje sam plačati, ti potem, ko prideš na vrsto, denar refundirajo. Ne? To bi lahko bila neka rešitev. Ampak s tem ne se pač ukvarjajo kombinatoriki in ljudje, ki imajo nek smisel za organizacijo in strokovnjaki. Ne? V temeljnem jedru in v načelu pa je nekaj sveto, ne? In to je, da so stvari, ki morajo pripadati javnosti, ki morajo odražati temeljne ustavne vrednote, enakosti pred zakonom, enakosti med ljudmi in enakosti v izhodiščih. Ne? To je popolnoma jasno, se to je tudi v bistvu pripada temeljnim človekovim pravicam. Ne? In zdaj, če smo midva pri oceni 2-letne Cerarjeve vlade, imam vtis, da njegovo vlado in njega osebno nevarno zanaša v smer neoliberalizma in so nekatera izhodišča že nejasna. Ne. Recimo to za pogrebno dejavnost, se kot rečeno, mogoče delam kakšno krivico, pa kakšnih ozadij ne poznam. Ampak tisto, kar sem v izhodišču razumel, kar je javna debata dala, ne, se strinjam s tem, kar si ti povedal in neverjetno me čudi, ne, in prišlo je celo do koalicije med SDS pa med SMC, če sem prav razumel, ne, pri glasovanju. Ne. V tej zadevi. Ne? Tega detalja pa jaz ne poznam. To sem prebral. Ja. Tudi jaz ne poznam. Tako da, če bi to slučajno se izkazalo, da ni res, se bo naslednjič pač posula s pepelom. Ne? Ampak, slišal sem pa tudi, ne, da, in to pa je vse obsodbe vredno, več kot obsodbe vredno, ne, da je vlada ni podprla malc, ne, za otroke v šolah. Ne? Ja. Mislim, tukaj se pa praktično vse neha. To je pa za mene že razlog, da vlada lahko kar pade. Ne? Če tega načela ne znajo privzeti kot temeljni standard, da je treba v Sloveniji zagotoviti, da bojo otroci imeli zdravo prehrano in če ne razumejo, da je to investicija v prihodnost zdravja te nacije, tega naroda,
Potem ne razume ničesar. Tako, veš, po drugi strani imamo pač, ne, če stopiva 2 koraka nazaj, ne, včeraj mini davčno reformo, ne, ki pač razbremenjuje ljudi z najvišjimi dohodki, oziroma stopničko pod najvišjim, ne. Ta argument sem razumel, ne, ko je nova ministrica rekla, da v bistvu ne gre za bogate ljudi, ampak gre za tiste, ki reprezentirajo tip zaposlitve, ki jo država želi favorizirati. To se pravi, da razbremenjujejo za to, da bi se odpirala delovna mesta v segmentu, če hočeš srednjega sloja, v katerem višji srednji, v katerem Sloveniji dejansko primanjkuje mase, kadra ljudi in tako naprej. To se pravi, ta argument sem razumel, ne. Potem, ko pride pa do najvišjega, se pravi, šli so pa v delno obdavčitev dobičkov, ne, kar je Levica označila kot premalo in prepozno. Ne. Nekoliko se je dvignila stopnja obdavčitve dobička, ne, pri čemer je treba vedeti, ne, da je dobiček v Sloveniji med relativno najnižjimi obdavčenimi v Evropi. Vidiš, ne? To se pravi, v tem segmentu so neki argumenti, ki govorijo v prid temu, kar so pač storili, ne? Ampak absolutno pa ne govori to v prid temu, da pa vlada nima posluha za socialni temelj, ne? Ni izgovora, se pravi, da ti otroke optimaliziraš na enakosti v izhodiščih. Zato preprosto ne more biti prostor varčevanja. Ne more in ne sme. Zato, ker v nadaljevanju sproducira toliko negativnih učinkov, finančnih, če hočeš, pustimo kulturnih še, ne, in vseh ostalih, ne, na področju človekovih pravic. Ampak, se pravi, nekdo ne razume koncepta. In to je tisto, kar bi jaz tej vladi o prve 2 letki na srce položil, da naj se začne ukvarjati z konceptom, ne samo z konceptom, ustavnim konceptom naše države. Ne, in da ne poskuša v ljudeh videti ljudi, ne pa številke, ki izpolnjujejo finančne sheme. Ne. Zelo pomembno, ne, zelo pomembno sporočilo. Ne. To, mislim, zdaj, če je bilo to medetapno, da so zavrnili, da niso podprli za otroške malce, zato ker hočejo v naslednjem potezu narediti nekaj boljšega, ne jim bo. Ne. Če je pa to zadnja poteza, potem pa jaz ne vidim več razloga, zakaj bi to vlado sploh na nek način jemal v bran. Ne. Na eni strani, na drugi strani seveda obstaja pa potem strah, da, kot so zadnjič rekla, imaš to večno latentno brbotanje v močvirju, v kateri v zasedi čaka Darth Vader, ne, črni princ, ne, ki na koncu koncev išče oblast. Ne. Je pa seveda spet tako, vsakih toliko let, veš, recimo, kaj imaš, če zgledal Botar 1, 2, 3, ne, ker že zgledal v Botru 1, ne, rečejo, da je v sicilijanskih zgodbah vsakih 5 do 10 let potrebno, da se bad blood, so rekli, ne, da se ta slaba kri spusti in da se malo premeša, ne, in da mora priti do neke vojne med klani. Ne. In tako očitno drugače biti ne more v politikih, ker se ljudje tako najejo neumnosti ene oblasti, da dajo rajš slabši alternativi priložnost za to, da se potem stvari resetirajo in na novo postavljajo. Ne. Ampak jaz si tega res ne želim, zaradi tega, ker smo imeli zdaj 10 let lekcije. Ne. Ja, si videl Igorja Bavčarja košarko igrati? Videl nisem, sem pa slišal, da jo je. Ja. Ja, tako, ker sem jaz videl posnetke, ne, je kar dobro žogo lovil, ne. Prav ne bi bil bolan prav, ne, na srcu, kako že. Ja. Dej, minister za pravosodje, ne, je potem, glede na to, da sodni postopki zoper Igorja Bavčarja še vedno tečejo, rekel, ne, da če bo pa tale red zastarala in zastarala bi nekje na začetku prihodnega poletja, če bo ta red zastarala, bodo pa letele glave. Pri tej napovedi sem tako, kako naj rečem, v dilemi, ne? Veš, ali minister za pravosodje sme razlagati, kako bodo v sodstvu glave letele, in ne, nekako sem si naredil preslikavo, ne, kako bi reagiral, če bi minister Šturm, eden od predhodnikov Gorana Klemenčiča, rekel, če
če se zadeva pravnomočna ne konča do dne tega in tega, bodo letele glave v sodstvu. Ali je mogoče v tem trenutku preprosto z pač navadno večino v parlamentu podaljšati roke? Zastaralne roke, ja. Ne vem, vem, da zastaralni roki so definirani v kazenski zakonodaji. Kako se pa to spreminja, pa ne znam reči. Se to je problem, ker pola bi veljala retrogradno ali ne bi. Generalno gledano je pa tako, ne. Če imaš upravka zdaj z temi 2014 niki, ne, in temi, ki besno zagovarjajo vsa dejanja Krkoviča, Janše in Bavčarja in podobnih lumpov, ne, ki so imeli upravka z kar veliko nečednostmi in so se izvlekli zaradi pravnih bravur, ne zaradi tega, ker nekaj ne bi bilo res, ne, potem bi jaz osebno delil bes javnosti, če bodo vsi ti ljudje odkorakali, ne da bi se zgodili karkoli potem, ko so državo skoraj da potopili. Ne. Govoriva zdaj na vsebinski ravni. Na pravni ravni se podredimo, ne, kar bo sodišče naredilo. Problem učinkovitosti sodišča je večplasten problem, se mi zdi, ne, in eden od večplastnosti, k enemu večplastnosti sodi verjetno tudi to, da v zadnjih 10 letih oziroma v zadnjih 4 letih skozi varčevalne ukrepe so v sodstvu vzemali kadre in vzemali denar, zato da verjetno tudi z nekim namenom, zato da bi vsi ti procesi ne mogli biti sprocesirani pravočasno. Jaz mislim, da bi to del politične taktike te prejšnje oblasti, ne, se pravi Janševe oblasti, ki so nenehno napadali pravosodje, ne, vendar na drugi strani, ne, je pa nekaj res, ne, če politika že danes sumi, recimo, če minister že danes sumi, da utegne primer Bavčar padati zaradi zastaralnih rokov in potem se bodo njegovi privrženci sklicovali na njegovo nedolžnost. Tisti, ki so stali dneve in dneve pred sodišči in govorili o krivosodju, se bodo sklicovali na pravosodje potem, ne? In to stalno počnejo, stalno obračajo ploščo. Takrat, ko jim paše, so sodbe sodišča absolutne in jih je treba spoštovati, takrat, ki jim ne paše, so pa krivosodje, ne? Ampak če minister danes ve, da je s tem nekaj narobe, ne vloži nek zakon, ne? Ne preizkusi, ne strokovno predebatirajo, ali gre za retrogradnost, ne podaljšajo, pač sej ti zastaralni roki verjetno niso Bogom dani, se jih da spreminjati, bi jaz rekel, ne. Se so tudi smrtno kazen oziroma dosmrtni zapor pomaknili, enkrat so ga sprejeli, drugič so ga ne sprejeli. Zakaj ne bi zastaralne roke spreminjali in zakaj ne bi to spreminjali na način, ki strokovno zdrži, tako da bodo ti ljudje, ki imajo opravka za svojim lastnim kriminalom, pravično sodbo doživeli brez sence dvoma, ne? Ker zastaralni roki pač dajo senco dvoma in na pravosodje in na vse, ne? A veš, pa še nekaj je, ne? V Ameriki poznajo institut Perjury, ali krivega pričevanja, ne? Zdaj, če imamo tukaj srčnega bolnika, ki igra košarko, potem bi jaz tisto zdravnico, ki mu je napisala, da komaj da še leži, ne, obtožil, ne. Obtožil bi jo, čisto preprosto bi jo vprašal, na tvojem spričevalu stoji tole, tole in tole, prosim, če si krivo pričala, greš v arest zato, ker si krivo pričala. Mislim, podobna dikcija je tudi v slovenski kazenski zakonodaji, ne. Ampak to se nekako ne uporablja, zakaj se pa ne? Morda pa na to misli minister, pravi, da bodo leteli jaz sem tudi v to smer to razumel. Jaz mislim, da bi enostavno bilo treba, a veš, beseda v Sloveniji ne velja nič in predvsem treba poskrbeti, da bo veljala nekaj. Da se ne bomo skozi živeli v kraljestvu alibijev, ampak bomo živeli v kraljestvu dejstev in argumentov, ne. To je ključ. Zdaj smo v kraljestvu Zlatoroga. Katerega zdaj misliš? Je to prvi slovenski film bil? Jaz sem mislil, da sem mislil na kakšno pivo. Ne. Hvala lepa.